informacije, šlo naj bi za samomor. Začnemo čez nekaj minut. Je policija danes javnosti posredovala prvo uradno informacijo o smrti vojaka v bližini ljubljanske vojašnice Franz Rozman Stane. Šlo naj bi za samomor, kar potrjujejo tudi pričevanja očividcev dogodka. Z enim od njih se je pogovarjal Edi Pucer. Del dogajanja usodne ponedeljkove noči je vsaj uradno pojasnjen. Blaž Furjan, 19-letni vojak iz Kopra, ki so mu do konca vojaškega roka ostali le še 3 dnevi, je po uradni verziji napravil samomor. Kot smo že poročali, je Blaž tisto noč oborožen in bos iz vojašnice stekel proti carinski coni, kjer se je ustavil pri varnostniku. Ja, hotel je čevlje, pa mu nisem hotel čevlje dati, je pa repetiral puško in sem jih mogel izročati. Potem je pa rekel, naj pa pokličem policijo. Pot je nadaljeval po letališki cesti, kjer se ga nekaj minut kasneje prestregle varnostnika, ki sta priskočila na pomoč. Poklical sem ga. Sem rekel, naj se ustavi, naj odloži orožje. Stopil na sredo ceste. Puško je obrnil na srce. Začel sem ga prepričevati, da nima smisla, da ne odloži, da kaj ga mori, da če ga je pustila punca, če ima probleme. Omenil je samo, da ne bo storil nikomur nič hudega. Med tem časom je že tudi policija prišla, pregovarjala so se mogoče še minuto, 2. Sem rekel, dajva dol vse, prav nima smisla, črno življenje je. Omenil še očeta in mamo, da jih pozdravim. Videl sem, da se zadaj nekaj dogaja, da mu hočemo pomagati, ampak ne, zelo hitro se je odločil. Puško je dal na cev, je dal na desno sence. Samo rekel je, da je sekal, padel je. Mene je bilo grozno, ne vem. Približno na tem mestu je Blaž torej umrl. Zgodbo, ki nam jo je povedal varnostnik, pa je potrdil tudi eden od policistov, ki so prišli na intervencijo. Za policijo je torej verzija samomora dokončna. Kriminalisti pa še vedno ne najdejo motiva za takšno dejanje. Alkohol, ki so ga našli v Blaževi krvi, samomore in nenavadnih okoliščin, v katerih se je zgodil, ne more pojasniti. V primeru Blaževe smrti je torej še veliko odprtih vprašanj. Kakšen odgovor bo morda dala preiskava obrambnega ministrstva, ki naj bi jo končali v kratkem. Zgodbo bomo seveda spremljali. Ta letala kupila že leta 1993, vendar so jih zaradi nasprotovanja javnosti kasneje zamenjali za drugo vojaško opremo in orožje iz Izraela. To orožje pa naj bi se kasneje izkazalo za tehnično neustrezno. Končni epilog pa je danes dobila zgodba o nesreči na Počku. Preiskava je pokazala, da je za nesrečo kriv človeški faktor, vendar bodo podrobnosti znane šele prihodnji teden. Takrat naj bi več povedali tudi o samomoru vojaka Blaža Furjana, o katerem smo veliko poročali in v katerem je še veliko vprašanj odprtih.